je vroče. Kaj pa, če bi imela kratko frizuro? Dobro. Lejči. Gremo. Punce živijo. Danes sem malo slaba z glasom, ampak vseeno bomo posnele nov video. Čas je za Q&A, kar pomeni, veste me vprašale, čas je, da odgovorim na vaše vprašanja. Mislim, da se jih je nabral v videu poletni make-up. Ogromen. Še dobro, da se pred kamere ne moramo nalest. Mene se je lotil en hud prehlad, ampak ne bo me to ustavil, da ne posnamem tegale cute videa. Tako da, čas je za aktualni Q&A in še preden začnemo, spodaj pod videom sem postila, kdo je zmagovalka biobazine marmelade, tako da ne pozabite klikniti pod video v opis, ok? Začnimo. Kdaj si spoznala svojega fanta? Največ koliko časa si bila brez make-upa? To zanima Julijo Hočevar. Kdaj sem spoznala Anžeta? V gimnaziji. Najprej sem bila sošolca. 4 leta sem bila tam prijatelja. Ful smo se družili in potem v 4. letniku je preskočila Iskrca. Tako da takrat sem začela in takrat je že letos bilo 8 let, tako da. Špela Seđak sprašuje, kako poteka kemični peeling. Poteka v bistvu tako, da ti namaže na čisto kožo kislino, pusti gor približno 2 minuti in potem spere dol. In potem se začne dogajati. Najprej, ta prvi dan je tvoja koža rdeča, drugi dan je še slabša, tretji dan je nekje najslabša in potem počasi gre koža na boljš. In to naredi v bistvu ta postopek, ga izvede nekje 4-krat, 5-krat, odvisno koliko je tvoja koža trpežna oziroma problematična. In po 5 kemičnih peelingih nekje se začne koža po 1 mesecu in pol ful izboljševati, dejansko regenerirati in bi mogla izgledati najboljš, kar je izgledala kdajkoli. Video na temo kemičnih peelingov, vse, slike prej, potem, koliko boli, koliko je cena in vse ostale informacije, ki te pridejo prav, bom posnela v videu, mislim, da bo objavljen nekje proti koncu julija ali pa začetek avgusta. Načeloma je pa tako, da kemičnega peelinga itak poleti ni fajn izvajati zaradi sonca od zunaj, ker se moraš pol skozi skrivati, tako da itak pride šele prav septembra oziroma z jesenjo, ok? V bistvu sem ful zadovoljna, tako da to ti lahko izdam. Ok, gremo naprej. Mojca Jehart sprašuje, živa Mojca, koliko sta stara tvoja brat in fant? Anže je star isto kot jaz, torej 26 let, ker sem bila sošolca. Žan je pa star, zdaj je bil 15. Clarisa Kuster sprašuje, kaj tebi pomeni make-up? V bistvu moje iskreno mnenje o make-upu je, da to naredi isto piko na i na ženski. Definitivno nisem obsedena z make-upom, definitivno ni make-up celo moje življenje. Daleč od tega, komot bi zdržala brez make-upa nekaj časa. Ampak ja, mislim, da v bistvu samo poudarja to neko dodatno ženstvenost na ženski. Okay. Pita Zupančič sprašuje, kaj si po poklicu? Sociologinja kulture. Mašo Z sprašuje, kaj si trenirala, ko si bila mala? Pri kolikih si se začela ličiti? Maša, ko sem bila mala, kakorkoli, sem trenirala gimnastiko in pa ples. Mislim, da je to vse, kar sem. Znaš kaj? V bistvu ne vem, koliko sem bila točno stara, ko sem začela ličiti. Mislim pa, da sem se jaz dejansko zelo pozno začela, se pravi tam nekje 16-17, srednja šola definitivno, pa zelo postopoma, nikoli celoten obraz, nikoli ni bil celoten obraz že v srednji šoli, ampak malo maskara, malo šminkica, obrvi mogoče, ne vem, mislim, da ne, celo, ja, ne vem. Zdaj, odkar imam lepo afno, se največ ličim. Logično, ne? Zoja Derček sprašuje, katera je tvoja najljubša trgovina z oblačili? Kupujem v bistvu zelo tako impulzivno, najboljši nasvet mi je dala moja mami in sicer, ko nekaj vidiš, kupaš. Tudi če ne rabiš, kupaš. Zaradi tega, ker takrat, ko boš rabil, oziroma nekaj,
potreboval, boš šel v shopping in nič ne boš dobil. In to je pri meni čist res. Jaz, ko grem in se odpravim, ne vem, po neko ali obleko ali čevlje, nikoli ne najdem tako, kot sem si zamislila. Tako da najljubše trgovine so H&M, Zara, Missguided. Veliko svojih oblačil kupujem tudi v Trstu, v enem skladišču, ki je zelo pocen in zelo ugoden, ampak kupujejo tudi trgovci, potem prodajajo to malo dražje v svojih butikih. Gre v bistvu za turško ali pa kitajsko robo, tam prebrskaš, enkrat na mesec grem ali z mami ali pa z Anžetom in dejansko so zelo ugodne cene. Mirela se imenuje skladišče in rabiš seveda zbrati svoje živce, ker je zelo stresno in naporno. Noter sem ponavadi največ pol ure, včasih so fajn stvari noter, včasih ni nič, tako da zelo odvisno od razpoloženja in sreče, kaj dobiš, ampak načeloma si lahko misliš tam tudi kakih 5 kosov za 30 evrov, 40 evrov, tako da se splača. Če bi bila na otoku in bi lahko izbrala samo eno stvar od make-upa, kaj bi izbrala? Lin Šušter sprašuje, obrvi, sinčnik za obrvi. Nika Kranj sprašuje, v bistvu je dala 14 vprašanj, zelo kratkih, tako da Nika, vidim, da si se potrudila, se bom tudi jaz. Tvoj življenjski moto. Ne vem, kaj je moj življenjski moto, če bi mogla prav izbrati, ampak načeloma sledim načelu, da si dober človek, da delaš dobre stvari, da ne delaš stvari, ki jih ne želiš, da bi jih drugi tebi naredili. Torej, ne, v bistvu te nič ne stane, če si dober in ja, se mi zdi, da je to ena taka dobrina, vrlina, ki bi jo mogel vsak človek nositi v srcu, ker te nič ne stane. Načeloma pa glede stanj, go for it, girl, zaradi tega, ker ti lahko rata. Najljubša beseda, akumulator, ne vem, najljubša beseda mami. Ja, moja mami. Moja mami je največji support, kar se tiče, mislim, da pogleda čisto do zdaj vse moje videe, vedno jih pogleda, vedno mi pravi, da premalo snemam, da premalo objavljam na Instagramu in tako naprej, tako da moja mami beseda. Ok, zakaj se to znoči? Najljubša žival, najžival je kuža čovčov, nimam ga. Naj-youtuber, zdaj se je malo spremenili. Chloe Morelo je bila dolg časa, nekaj časa zdaj malo ne snema, ampak pred kratkim sem odkrila novo zanimivo bejbo, Laura Lee se imenuje. Všeč mi je njena iskrenost, všeč mi je njena odštekanost, zgovornost, vse pravzaprav, tudi kako izgleda, vse, whole package. In bom pustila spodaj pod opisom, če te zanima, prečekiri njen kanal, ima že milijonov naročnikov in v bistvu si zasluži, ker je res the bomb. Najfilmnika je španska zadeva, nominirani so bili tudi za, v bistvu so dobili Oskarja, to je jezičnega. Naslov je El secreto de sus ojos, skrivnost njegovih oči, špica od filma. Facebook ali Insta? Insta, definitivno Insta. Najhrana, zdaj vem, da bo tako cheesy, ampak od moje mami. Moja mami toliko dobro kuha, s tako, mislim, se vem, kaj je fora, ker jaz isto naredim, pa ni toliko dobro. Z ljubeznijo kuha, to je fora. Zola sprašuje, ali si želiš otroke? Želim si 2 otroka, z Anžetom si želiva 2 otroka, punčko in fantka, idealno. Mislim, da so to sanje tako, mislim, to je taka idealna kombinacija. Kdaj si bila nazadnje na letalu? Danes je sobota, ko to snemam, v četrtek, se pravi 2 dni nazaj sem prišla iz Sarajeva in super mesto. Tija Ota Pušnik sprašuje, koga od slovenskih youtuberk še spremljaš? V bistvu mi časa za YouTube tako iskreno kar malo zmanjka. Ponavadi gledam video tutorialse oziroma splošno na YouTube tako zelo pozno zvečer, ob 11. in potem ne moram nehati gledati in potem se to zavleče do kdaj do pol enih. Ampak Slovenca, ki sta mi, oziroma slovenskim je par dni nazaj tako, sem ga sploh videla in našla, je cool foter, ful dober, ful simpatično, še človek je tako pristno. Jani snema, Teja je njegova partnerka in otroček je ful simpatična punčka, tako da so res ful cute. Mislim, da sem pogledala v enem večeru polovico videov,
stalker. Bom pustila tudi od Coolfotra dol direktno povezavo do njegovega kanala, tako da si lahko tudi to pogledaš. Sara Vitrik sprašuje, koliko šmink za usta imaš? Ok, da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20. Pa bolj še 20, se pravi 40. Pa bolj še 40, mogoče bom iskaka manjka, ampak recimo bomo tako šteli. Se pravi 20, 40, 60, 80, pa en predal, ko ne gre več sem. Se pravi 100 šmink, preveč. Hana Hočevar sprašuje, ali se mislita z Anžetom poročiti? Hana, je lep, ne? Sem ga kupila v Sarajevu za 15 mark, se pravi 7 evrov, je srebro, ni zaročen, na napačni roki je, ne? Zaenkrat nama to ni prioriteta, nama je super tako, kot je. Poroka, mislim, da niti Anžetu, niti meni ni najpomembnejša stvar v vezi, tako da, če pride, ko pride, mislim, da bova predebatirala, zaenkrat pa ni potrebe. Sem vas, ne? Za sekundo, ali vas nisem uspela? Tija Kozina sprašuje, katere 3 stvari bi vzela iz stanovanja, če bi iz njega morala oditi v 5 minutah. Tija, zdaj mi bi dala razmišljati. Kaj bi pa res vzela? Ja, očitno bi moje stanovanje prej zgorelo, preden bi jaz se spomnila, kaj vzeti. V bistvu, vzela bi eno sliko od Anžeta, ki je gor on. Vzela bi, kaj bi vzela? Nič od make-upa, ker je vse pretežko in vsega preveč in preden bi našla tisto, kar rabim, bi zgorela še jaz. Kamero bi vzela, sliko od Anžeta in pa v bistvu bi bila sama vesela, da bi lahko čim prej šla, tako da tudi če nič ne vzamem. Kaj upraviš, da odstraniš mozolje? Ana Jagodic. Prav za mozolje ne uporabljam konkretno nič, zaradi tega, ker se mi mozolji sploh ne delajo, odkar sem brala Kevič Tedbiligo, to je neverjetno, ampak res ne. Za ogrce pa uporabljam od DM-a, grem iskat. Dejansko gre za balejne iz DM-a No Stripes, zakaj sem začela ful glasne govoriti? Ne rabim, ne? Me slište. Od baleje No Strips gre za v bistvu 3 obliže dobiš noter, naneseš na nos, najprej navlažiš svoj nos z eno patirano blazinco in potem vzameš obliž ven, ga nalepiš na nos, počakaš 10 do 15 minut in potem počasi in ogrci grejo ven. Ful huda stvar, prečekiri zelo poceni, mislim, da 1 evro pa neki, dobiš 3 zadeve in včeraj sem si naredila, ja, dobro zgleda, nimam ogrcov, mogoče ostane kakšen noter, ampak unija itak še, ne bo noter, bo šel naslednjič s temi stvarmi ven. Jagodzinska je napisala pozdrav iz Poljske, če si bila na Poljskem, nisem še bila, bi pa z veseljem prišla. Največ koliko časa si bila brez make-upa? Ne da bi štela, ampak pri meni je tako, ali nosim make-up, ali sem totalno brez make-upa, razen obrvi, to je obvezno, ampak načeloma na morju sem čist brez make-upa, tako da vedno, ko grem na morje, ali je to 5 dni, ali je to 14 dni, takrat sem brez make-upa. Neja Franc sprašuje, mene zanima, kdaj približno se lahko začneš ličiti vsak dan. Teh vprašanj je tudi kar nekaj vmes. Odgovora na to vprašanje ni, drage moje mlade afnice. Vem, da bi vse začele že pri 10, 13, kakorkoli. Jaz, če bi imela punčko, sprav otroka, ko bom imela punčko, bi si želela, da ne pretirava, ampak dejansko da začne postopoma, da si umisle kako maskarco, da me prosi da kakšen lip glossek in potem postopoma dodaja. To je nekako, se mi zdi tako najbolj naraven začetek, vstop v make-up. Vem, da ene mamice niso se sploh nič make-upa, pa ne pustijo. Tako da to je res odvisno od vzgoje vsakega starša. Mislim, da se vseeno lahko pa nič ni narobe s tem, če se doma igra z make-upom, postopoma, pejte postopoma. Pa
imej dobre ocene, lahko mami rečeš, mami, ful sem pridna, ful je vse ok, kdaj si pa lahko malo namažem nekaj, a ne? Ne bo konc sveta. Probi to. Lana Cirman Žugaj sprašuje petke ali balerinke, definitivno balerinke, zaradi tega, ker so bolj udobne. Petke so za kdaj pa kdaj, tako kot umetne trapalence, za kdaj pa kdaj, ne vsak dan, ni potrebe, da se matramo. Ne. Če bi se poročila, kje bi se, če bi spet o poroki, če bi se poročila na eni eksotični destinaciji, nekje na obali, ful zlajnano, ampak glede na to, da bo to moja poroka, lahko jaz odločam, kako bo, a ne, panže. Ampak on se bo strinjal, ga bom že naštimala. Koliko si visoka? Visoka sem 1,64 m, ne preveč, ne? Velikrat se ponovi vprašanje, če lahko naredim house tour. Kako sploh to povedati? Glede na to, da snemam velik del svojega življenja, da veliko delim z vami, da v bistvu me lahko spremljate tako po videih, tako na socialnih omrežjih, pokažem Žana, pokažem malo manj Anžeta, ker je malo bolj sramežljiv. Se mi zdi, da prideš do ene točke, ko v bistvu deliš že toliko veliko in je fajn, da deliš toliko veliko, zaradi tega, ker mi vračate vso to ljubezen in ne bi nič spremenila, ampak določene stvari so pa po mojem mnenju, pa ne znam razložiti, ampak tako čutim, da fajn, da ostanejo moje. In ena od teh je house tour, ki ni house, ampak je stanovanje. Ampak načeloma se mi zdi, da taka stvar, po mojem mnenju, je fajn, da ostane osebna, moja. Ok? A je smiselno? Upam, da je. Ne mi zameriti, ne biti jezli, ok? Snemam, ustvarjam, vlogam, sprašuje, kako bi izkoristila čas, če ti po noči ne bi bilo treba spati. Koliko enih idej mi je šidel skozi glavo. Definitivno bi kaj malo več pospravljala, ponovadi mi zmanjka čas za likanje, tako da bi verjetno zlikala v nevelik kup, ki me zdaj čaka. Pogledala kakšen dober film, kakšno serijo, ker tudi zato mi je zdaj totalno že zmanjkalo časa. Včasih sem gledala serije, včasih sem, tako, ja. Tako da to, pa napisala bi knjigo. Ja, tudi to. Eva Strgar je napisala, a boš lahko še kdaj prišla na Bled, ker jaz tam živim, ampak te nisem mogla videti. Hodila sem po celem Bledu, pa te nisem našla. By the way, love you so much, I adore you. I adore you, Eva. Hvala za ta cute message. Tina se sprašuje, če bi lahko naredila svojo make-up znamko, to pa so cilji, pa ambicije. Kako bi se imenovala in kateri izdelek bi to bil? Mislim, da bi bila kar lepa afna make-up, lepa afna, nekaj, lepa afna, ne? Je tak catchy ime, tako da zakaj ne? Ok, zaključimo z vprašanjem od Claudi Black, ki sprašuje, če razmišljaš, da bi naredila tur po Sloveniji. Tega je tudi prišlo že kar nekaj. Se pravi, da bi potovala po Sloveniji, bi se ustavila, ne vem, v Mariboru, v Kopru, Kranju in tako naprej, v teh večjih mestih in bi se dobile z afnicami. Ful dobra ideja, malo me skrbi organizacija, tako da, če imate vi kakšno idejo, jo bom zelo vesela, ampak mislim, da je organizacija za tako stvar kar velika, če rečem tako da z veseljem bi to naredila, če bi imela nekoga, ki bi rekel, lejči, takrat pa takrat si tam, to pa to delamo. Od takrat do takrat vi pridete, me se zabavamo, gremo na sladoled, se slikamo, se pogovarjamo o fantih, o make-upu, čemer hočemo in to je to. Ampak, kako to izvesti, koliko ljudi bo prišlo, da ne bo, ne vem, treba bi bilo se usedeti pa splanirati, ne, zelo dobro. Tako da, never say never, mogoče pa še kaj naštudiram na to temo. Če naštudiram, ko naštudiram, bo pa itak znano, tako da se vidimo, a ne? Ok, punce, mislim, da so prišle do konca, da sem odgovorila res na večino vprašanj. Počutim se
ful pridno in ponosno nase, da bi uspeli s tem glasom. Hvala za vsa vaša vprašanja. Če slučajno na tvoje vprašanje nisem odgovorila, mi ga še vedno lahko pošleš na katerega koli od mojih družabnih omrežij in se potrudim, da to naredim čim prej. In se gledamo spet v kratkem, a ne? Do naslednjič. Ne se pozabite naročiti na kanal. Tukaj. Uživajte. Čau!